zakaj je GURS moral skrčiti podatke, ki jih je dal vesoljnemu svetu, nepremičninske. Z vidika začasne odločbe zato, ker nima pravne podlage za združevanje evidenc, z vidika prihodnosti in združevanja zbirk, kar je, rekla, v fokusu pooblaščenca, bomo pa seveda počakali tudi na odločitev Ustavnega sodišča. Problematični so namreč identifikacijski podatki, ne zgolj v registru nepremičnin, za katere je Ustavno sodišče že reklo, da ne sme biti tam, da ne smejo biti tam, ampak gre tudi za identifikacijske podatke v katastru. Na to odločitev Ustavnega sodišča upam, da vsebinsko še čakam. Tu smo pri letnici rojstva. Stalnem prebivališču in imenu in priimku lastnika nepremičnine. Kataster in register nepremičnin sta registra stavb, torej nepremičnin, ne pa registra ljudi. Mi so zdaj morali prikriti pri fizičnih osebah, torej datum rojstva. Stalno prebivališče, ki ni enako kot vedno, kot je naslov nepremičnine. Tako da to so te trije podatki, ki so ustavno sporni. Z mnogimi ministrstvi zgledno sodelujemo in mi veliko zakonov dobimo v postopku medresorskega usklajevanja, ko pravzaprav pooblaščenca vprašajo, dajte povedati, ali je kaj sporno. V 99% mi uskladimo z ministrstvi. Potem je seveda 1% tistih, ki prava potem ne poslušajo, ker morajo poslušati politiko, politična odločitev pa ni vedno pravna in ustavna. In to se je zgodilo tukaj pri GURS-u. Na Petrolu je pobegal za 1,5 milijona evrov letno. To ljudi ne plača goriva. In oni iščejo najboljši možni videonadzor nad uporabniki. S tako imenovano prepoznavo obraza, face recognition. Pokazalo in bi te že prepoznali. In da bi potem prodajalcu tam takoj zvonil zvonček, če je na pumpo prišel nekdo, ki je že kdaj pobegnil. In ta sofisticiran videonadzor stane med 3 in 4 milijone evri, dobra investicija se jim mogoče v 5 letih povrne, ampak jaz sem enkrat provocirala Petrolovce tukaj, so bili pri meni na sestanku in sem rekla, zakaj potrebujete tako drag nadzor, ko vendarle pri posegih v zasebnost lahko včasih zadeve rešimo bolj preprosto. Ste bili kdaj v Ameriki ali pa v Izraelu recimo. Tam preden natankaš gorivo, greš lepo do črpalkarja, ti odpre pot do tvoje pumpe, tam pustiš ali kartico ali daš $80 ali pa $100, plačaš in greš. A veste, kaj je bil glavni razlog? Da ljudje potem, niti ne toliko dolge vrste, ampak da ljudje potem ne bi se zadrževali v trgovini, ker potem jih peleš na trgovino, ker potem, ko greš ti ven, natankaš, greš, konec, ne vrneš se nazaj, ne kupiš. In zaradi tega razloga moramo mi imeti zdaj sofisticiran videonadzor, ogromno zbirko osebnih podatkov in ne, zdaj še ne, zdaj še klasičen, tak, imajo videonadzorne kamere, kontrolirajo pobege, mislim, da imajo detektive najete, da potem po registrski številki najdejo te, ki so prebegnili, kar precej dela, se strinjam, €1,5 milijona ni malo, na leto. Face recognition sistemi danes obstajajo, vse se trgovske družbe zanimajo za te produkte, zakaj? Zato, da bi takoj, da je zdaj v tej prvi fazi seveda zato, da bi sledile, profil potrošnikov, ki stopajo določeno trgovino. Ta sistem prepozna ženska 45 let in točen ve in to, če potem, ko prepoznajo enkrat z identifikacijo. Torej, na ta način ujeli več, kradljivcev. No, sej, veste, tista žalostna zgodba, ki jo morda lahko uporabita za konec, je pa, da zaradi 5% nepoštenih ljudi, po Gaussovi krivulji, mi nadziramo pravzaprav 95% poštenih ljudi. Vedno je ta, odklon nepoštenih na drugi strani vzrok za to, da potem imamo večji nadzor. Tudi pri e-sociali. Zakaj imamo mi danes tako ogromne baze podatkov pa povezane zbirke? Zato, ker določen odstotek ljudi preprosto golfa. Imajo Mercedese, nepremičnine, ne vem kje in zaprosijo za socialno pomoč. Teh je vedno nekaj odstotkov v družbi. Ampak zdaj bomo pa mi razgalili, vseh 100% tistih, ki prosijo za socialno pomoč, čeprav v življenju niso hoteli nobenega, vkolikor prines, če ne imam pa državo. Iz data prevention smo šli na data retention. Včasih je bilo, ko je bil nekdo utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja,
si lahko dal odredbo, da se začnejo hraniti prometni podatki in da se mu sledi, ne, lahko tudi prisluškuje. Danes smo vsi potencialni kriminalci, a ne, o vseh se v data retention bazi, torej v bazah prometnih podatkov, hranijo podatki, koga si klical, kdaj si ga klical, koliko časa si govoril in ne samo za tiste, ki so osumljeni storitve kaznivih dejanj, za vse. To je zadeva, ki bo verjetno dobila epilog tudi na Evropskem sodišču.